Lep pozdrav, čas je za športni pogled na spletni strani delo.si. Počakali smo do torka in splačalo se je čakati. Za nami je res izjemen dan na olimpijskih igrah, zlata kolajna Tine Maze v veleslalomu, pa zgodovinska zmaga hokejistov nad Avstrijo in uvrstitev v četrtfinale. To pa je v živo v Sočiju pospremil naš poročevalec Siniša Uroševič. Pozdravljen, Siniša. Lep pozdrav tukaj iz Sočja, iz osrednje olimpijske vasi. Ali lahko rečeva, da je danes lepo biti olimpijski poročevalec? Danes pa je. Zares se dogajajo imenitne stvari. Jaz bi vsem tem, kar si še omenil, dodal še vrhunsko četrto mesto v biatlonca Jakova Faka v danes zelo težkih razmerah gor v centru Lavra nad Sočijem. Predvsem je pa vrhunsko zaradi vsega tega, ker je imel obilo težav med pripravami in je tukaj pač bil manj konkurenčen, objektivno manj konkurenčen, kot smo ga vajeni na velikih tekmovanjih. No, Jakovu žal ni uspelo osvojiti kolajne. Slovenija jih ima zdaj že 6, 2 zlati, obe po zaslugi Tine Maze. Veliko je bilo skeptikov pred temi igrami, kaj bo postorila Črnjanka, te presenetila s takima predstavama smukaško in veleslalomsko. Glede na vse to, kolikor sem jaz spremljal v tej sezoni, me je bolj presenetila v veleslalomu. Je pa ena tistih tekmovalk, oziroma tistih slovenskih reprezentantov, ki sem jih verjel za te olimpijske igre. Vem, da je pač bila tista sezona v svetovnem pokalu iz prejšnje sezone tokrat res neponovljiva in da je osrednje tekmovanje vendarle v tej sezoni tukaj v Sočiju in glede na svoje izkušnje in nesporne sposobnosti in glede na pravočasno in posrečeno zamenjavo v trenerskih vrstah je tukaj pokazala, iz kakšne postaje in to so tudi tuji številni kolegi ugotavljali. In tako da ima, mislil sem si, da bosta 2 zlati kolajni, bolj sem pa stavil na smuk in super veleslalom, kot pa na smuk in veleslalom. No, sicer, kot sva rekla, že 6 kolajn na teh igrah, ki jih še zdaleč ni konec. Si pričakoval, ko si se odpravljal v Soči, da bomo pisali v toliko kolajnah in kaj misliš, je bera že končana ali bomo še kaj dobili? Če se vrnemo k najnemu pogovoru, preden sem šel v Soči, sem jih nekaj napovedal bolj zadržano, 3 do 4, nisem govoril o 6 kolajnah. Takrat sem imel predvsem v glavi recimo 2 kolajni Tine Maze, 1 do 2 skakalcev. O biatlonu pač nisem bil tokrat prepričan, čeprav sem vedel, da je Jakov Fak vedno znova zbran za veliko tekmovanje. Zdaj zgodba nikakor seveda priznam, da nisem takrat napovedoval Vesne Fabjan, niti Teje Gregorin, ki je očitno tukaj res ujela najvišjo raven svoje pripravljenosti v sezoni. Zdaj, če je zgodba končana, že zdaj bi bila sanjska 6 kolajnami in fantastično uvrstitvijo hokejistov v četrtfinale, ampak trajajo še igre, še naprej trajajo. Zdaj se za športno Slovenijo začenjajo še zanimivi boji deskarjev, v prostem slogu in tako naprej. Tako da mogoče nas preseneti še kdo, zanimivo pa bo zdaj pospremiti še za konec tudi slalomski nastop Tine Maze. Vsekakor so nas zelo prijetno presenetili hokejisti. Najprej zgodovinska zmaga na Slovaško, ki nam je omogočila lažjega tekmeca za četrtfinale. To so bili Avstrijci, ki so bili danes potolčeni do tal, lahko rečeva 4-0. Kaj takega tudi ni bilo za pričakovati, kaj ne? Tudi ni bilo za pričakovati, ne, nikakor ne. Predvsem to, da bomo mi osvojili sploh kakšno točko v uvodnem krogu, v 3 tekmah z izjemnimi velesilami svetovnega hokeja. Poznavalci se zavedajo, kam sodijo te reprezentance in kam sodijo igralci, ki ta čas igrajo v njihovih izbranih vrstah. Ampak tista zmaga Slovaško je zares odprla eno imenitno priložnost za uvrstitev v četrtfinale, v katerem je sanjal recimo samo predsednik Matjaž Rakovec, ki mnogokrat tudi preveč sanjaški, utopično napoveduje kakšne dogodke, ampak verjel je v ves ta projekt, torej predsednik Hokejske zveze, in zdaj gre samo
tako njemu kot vsem drugim strokovnemu vodstvu in jasno igralcem čestitati za izjemen pristop, izjemno organiziranost na ledu, ob njem, disciplino. Za nas pa čaka naslednja velika tekma proti Švedski, ki je pa na ravni recimo prvih dveh z Rusijo in ZDA, kjer se naši hokejisti niso sramotili. V določenih trenutkih pa se je pokazalo, da vendarle čisto za svetovni vrh je pa treba še kaj storiti. Če se vrnemo še k tem velikim uspehom, kaj ima mala Slovenija, kar večji nimajo? Slovaška vemo, kako kakovostne igralce ima, vemo, da je Avstrija precej bogatejša hokejsko, da igramo v njihovem odprtem prvenstvu, da imajo 3 igralce z NHL-a, mi samo enega. Kaj je prevesilo tehtnico na slovensko stran danes? Prevesilo je to, da ne samo danes, in splošno ta uspeh te generacije, to so zdaj fante, ki so večinoma že nekaj sezon skupaj v reprezentančnem dresu dobro. Že je tukaj dodana vrednost, ker pač prihaja iz NHL-a in ne more igrati vedno, oziroma na zadnje na velikem tekmovanju za Slovenijo igral pred 6 leti na svetovnem prvenstvu v Kanadi. Je pa to ekipa, kjer drugemu neverjetno verjamejo, ker ni klanov, o tem mi govorijo recimo ravno slovaški kolegi, da so posamezni zvezdniki ne govorijo med sabo. Tudi v avstrijski reprezentanci celo ne bi bilo nekaj podobnega, da se okrog Tomasa Vaneka zbira svoj svet, ki ima recimo status, kot ga ima Anže Kopitar pri nas. Medtem ko pri nas je pa ta razlika, da Anže Kopitar vstopi v slačilnico na tistega momenta in enak z vsemi. On nikdar, za kolikor sem jaz videl, ob ledu ne kaže neki videz nedotakljivega zvezdnika. Odlično se počuti s temi igralci, ki se zelo redko v živo vidi, ampak oni sprejemajo, oni občudujejo njega, on sprejme njih in res je ta zelo organizirana podoba naše reprezentance. Zdaj pa že nekaj sezon, res pa je, da pa pridejo momenti na ledu, kot je bilo na zadnjem svetovnem prvenstvu na Švedskem, ko pa res ne gre vse po načrtu. Naslednja tekma s Švedi, vemo, kako so močni, kako so prepričljivi na tem turnirju. Je Slovenija rekla zadnjo, zdaj zmagovito na tem turnirju, ali vseeno misliš, da naš selektor Matjaž Kopitar, ki deluje sila ambiciozno, merno in nekako premeteno taktično na tem turnirju, da kaj pripravlja tudi za Švede, da bi jih poskušali spraviti v kot? Matjaž Kopitar tukaj sigurno, dokler ni povsem zadnjega zvoka sirene, zadnje tekme se ne oddaja in niti igralci. Predvsem je, če omenjava samo Matjaža Kopitarja, on je izjemen poznavalec švedskega hokeja, ker je tudi pač njegov zdaj že slavni hokejist, že prve korake za res mednarodno uveljavitev naredil na Švedskem in potem tudi s pomočjo švedskih agentov prestopil v NHL. Ima pa Matjaž Kopitar tudi ob sebi izjemnega finskega strokovnjaka Karija Savolainena, ki je že dolgo v svetovnem hokeju, ki je celo bil predsednik sveta finskih trenerjev pri finski nacionalni zvezi in lahko si le mislite, kako tudi gospod Savolainen pozna švedski hokej svoje sosede, ki nenehno, tako kot recimo Slovenija in Avstrija, pogosto igrata tudi Švedska in Finska. In naša reprezentanca se bo, kolikor bo to mogoče, temeljito pripravila. Sta pa dve veliki prednosti, po mojem mnenju, na jutrišnji tekmi za Švedsko. Eno je, da ima 2 prosta dneva, torej da ne igra danes, da ni igrala včeraj, da se res lahko umirjeno pripravi na nadaljevanje te olimpijske zgodbe. Druga prednost je pa izkušnje z velikih tekmovanj. Prav Švedi, recimo podobno kot Italijani v nogometu, slavijo kot taka turnirska ekipa, ki so iz tekme v tekmo močnejši in slavijo predvsem po svoji zelo, zelo disciplinirani obrambi, kjer je zelo težko doseči gol. Kakorkoli se bo razpletla jutrišnja tekma, kapo dol pred risi, to, kar so dosegli, je res neverjetno in zgodovinsko. Povej, Siniša, športno se zdi, da so zadeve jasne, saj po rezultatski vrednosti. Zlata kolajna pomeni največ na olimpijskih igrah, torej zlate kolajne Tine Maze. Kaj pa po odmevnosti, v čem se v Sočiju več govori?
o naših hokejskih zmagah ali o Tini Maze? Kakor pri komu. Če boste se sprehodili med domačim prebivalstvom, kome kdo ve, da so neke tekme v hribih, v alpskem smučanju, v smučarskih skokih. Delno, mogoče so malo bolj seznanjeni z biatlonom zaradi dolge ruske tradicije biatlona. Res da ne v teh krajih, ampak bolj v Sibiri, recimo Novosibirsko, po novejšo dobi v Hanti-Mansijsku. Po drugi strani pa tisti, ki spremljajo dogajanje v gorah, in teh je veliko, predvsem recimo Avstrijci, ki imajo ogromno tirolsko hišo na začetku gorskega predela, takoj za njim je Švicarska, takoj za Švicarsko je Nemška, potem je Kaza Italija prav na koncu doline v Roza Hutorju, ker je v bistvu bazen tabor smučarjev in njihovih funkcionarjev. In tam pa izjemno odmevajo uspehi Tine Maze in še koga, tam se to zelo spremlja, medtem ko v samem Sočiju se pa vse vrti okrog hokejskega turnirja, ampak podobno je tudi druge, podobno je bilo tudi pred 4 leti v Vancouverju. Naštel si številne hiše drugih reprezentanc, Slovenija svoje nima niti svojega uradnega zbirališča. Kako so kaj v naših taborih proslavili te velike uspehe? So se lahko kje dobili in nazdravili na kolajne? Zaradi silno nabitega urnika doslej še ni bilo niti enega skupnega srečanja športnikov, vodstva Olimpijskega komiteja, vodilnih iz reprezentanc, poročevalcev, sponzorjev. Bila so posamična srečanja v recimo biatlonski vrsti, pa smučarski, pa manjše skupine so se razveselile. Res pa je, da je urnik silno nabit in naporen, da je prvič doslej na olimpijskih igrah so mnoga smučarska tekmovanja v večernih urah, da je zelo pomemben počitek za vsakogar in priprava na naslednji dan. Prva zares skupno srečanje slovenskih olimpijcev in njihovih spremljevalcev in vseh tukaj navzočih, tudi poročevalci so povabljeni, pokrovitelji, bo pa danes večer po lokalni uri oziroma nekje po vaši srednjeevropski uri, če zdaj rečem tam okrog 6. No, očitno družabno življenje med našimi olimpijci malo šepank, ampak glavno, da so rezultati tisti pravi. Hvala Siniša za tole analizo in pogled na dogajanje v Sočiju in srečno do konca iger. Hvala lepa in se kmalu vidimo.